Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dnevnem pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Na Vranskem ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. Junija ocenjevanje predlogov v okviru celjskega participativnega proračuna. Na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti izpeljali že 25. dan špargljev. Nogometaši Celja po 20 letih spet do pokalne lovorike. Na Vranskem so sinoči pripravili slavnostno akademijo ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Na njej je županja občine Vransko Nataša Juhart podelila letošnja občinska priznanja, in sicer 4 občinska priznanja, 2 plaketi ter grb, ki so ga letos prejeli ključarji župnijske cerkve svetega Mihaela. Na Vranskem so praznovali točno na datum, torej 14. maja, 157 let potem, ko je takratna avstrijska vlada Vranskemu podelila pravice deželno-knjižjega trga. Ko smo prejeli te trške pravice leta 1868, od takrat naprej praznujemo 14. maja za občinski praznik, temu pa pritiče veselica in vse, kar se zraven dogaja. Občinski praznik je hkrati tudi dobra priložnost, da se izpostavi bolj skrito delo, ki ga na občini upravlja županja s svojimi sodelavci. Ja, marsikaterega dela ljudje ne vidijo. Mislijo, da je to, kar vidijo projektov, da se zgradijo ceste, da se zgradi kakšno poslopje, da je samo to delo. V občinski upravi je veliko več. Marsikdo tudi misli, da se na občini ne dela nič. Ampak tukaj je res, tako kot sem tudi povedala, koliko ur presedimo, da spravimo skupaj dokumente, da se lahko prijavimo na kakšen projekt, koliko ur in vsega usklajevanja je potrebno in seveda tudi sodelovanja s strokovnjaki, zato da se lahko pripravimo za določene projekte in da se lahko potem pripravimo na razpise. In kadar smo uspešni, seveda potem tudi moramo izpeljati delo in vsi moramo sodelovati, ker smo majhna občina, ni nas veliko in zato mora vsak prispevati svoje, zato da lahko smo tako uspešni. Na slavnostni akademiji so podelili tudi številna priznanja. V imenu vseh prejemnikov se je zanje zahvalil Denis Oštir. Jaz sem v bistvu prišel na Vransko pred 18 leti, oziroma 17 leti. No. Super sem se tukaj počutil, lokacija mi je fantastična, predvsem je pomembno, da si del skupnosti. No. Ne moreš kar priti pa tu bivati. Ne. Če želiš živeti, moraš postati del lokalne skupnosti. Tako da ful sem vesel, da so me tukaj tako toplo sprejeli. Pomagam pa predvsem, kar je možno. Zdaj, ker me včasih gledal, izhajam iz novinarstva, da sem v svojem življenju že naredil nešteto javnih nastopov, so to ene stvari, ki jih tukaj počnem, kadar potrebujejo vodenje kakšne prireditve, pomoč pri organizaciji kakega dogodka, absolutno sodelujem, pomagam, pa tudi meni je fajn, da si vpet v lokalno okolje, v katerem živiš, da bi tukaj sam stanoval pa hodil spat, je čist brez veze. Občinski grb občine Vransko pa so prejeli ključarji župnijske cerkve svetega Mihaela, ki s tamkajšnjim župnikom Jožetom Turinekom že vrsto let uspešno sodelujejo. Skrbimo za vzdrževanje pa obnovo vseh sakralnih objektov na Vranskem. Zdaj smo pričeli z zvonikom, potem ostrešje cerkve, konstrukcijo, se je vse obnovil, notranje del, fasada. V nekdanji kaplaniji so uredili tudi 2 veliki učilnici, na kaplanijo pa so ključarji zelo ponosni. Mislim, da je to najlepši objekt zdaj na Vranskem, kaplanija. Za letošnjem letu se končujejo dela na vratah župnijske cerkve, pa prekrili bomo streho na župnišču starem. Tako kot prejemniki občinskega grba, pa tudi županja že gleda v prihodnost in proti projektom, ki jih na občini še čakajo. Ja, zaključujemo center jamskih doživetij, vstopno točko v speleološki park,
To bomo v naslednjem mesecu naredili odprtje tega prostora. Tega bojo prevzeli naši jamarji, jamarsko društvo, ki se ukvarjajo z ohranjanjem jam in vsega tega, kar temu pritiče. Tam bo tudi prostor za dogodke, za razne delavnice in v sklopu tega smo tudi uredili drevored in v sklopu tega tudi naredili eno varno pešpot za otroke, ki grejo v šolo tam mimo. Ta projekt ni edini, ki se v vranski občini bliža h koncu. Zaključujemo, en večji projekt je tudi ureditev igrišč pri športni dvorani. Tukaj pa tudi pričakujemo, da bomo dobili kmalu uporabno dovoljenje in da bomo tudi to odprli. Na Vranskem imajo v načrtu še več projektov, pri njih dela nikoli ne zmanjka. Praznovanja je tako konec, na občini Vransko pa so s tem zaokrožili še eno uspešno leto. Mestna občina Celje je v okviru participativnega proračuna prejela 265 projektnih predlogov, ki so jih oddali celjani in celjanke. V preteklih 2 mesecih so pregledali vse prispele predloge, saj morajo le-ti izpolnjevati določene pogoje, preden jih bodo uvrstili na glasovanje. Komisija je preverila, ali so predlogi namenjeni širši javnosti izvedljivi v letu 2026, njihova vrednost pa se giblje med 1000 in 30 000 evrov. Med 18. in 29. junijem bodo vse ustrezne predloge uvrstili na glasovanje. Na njem bodo občanke in občani določili, kateri projekti bodo šli v realizacijo. Svoj glas bodo vsi zainteresirani lahko oddali na spletnem naslovu www.celje-pomoje.si, osebno na mestni občini Celje ali na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Mestna občina Celje bo v letu 2026 za izglasovanje projekte namenila 260 000 evrov. Na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje so tudi letos pripravili dan špargljev. Tokratni je bil jubilejni, saj ga sredi sezone špargljev redno pripravljajo že 25 let. Tudi tokrat so lahko obiskovalci dobili vse informacije o gojenju špargljev, najbolj zanimiv pa je bil zagotovo ogled šolskega nasada, kjer so obiskovalci lahko sveže nabrane šparglje tudi poskusili. Na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje šparglje gojijo že od leta 1997. Novi nasad, ki je zdaj še vedno aktualen, pa so zasadili leta 2020. Prvotni nasad je bil namenjen preizkušanju sort v različnih klimatskih področjih v Sloveniji. Takrat je bilo še na 6 drugih lokacijah po celi Sloveniji glede na mikroklimo razporejenih 11 različnih sort na enakih površinah in so potem torej ugotavljali klimatsko primernost šparglja, sortno primernost, potem kakšen je pridelek, občutljivost na bolezni pa škodljivce in to je v bistvu, kar je značilno za šparglje, kako se jih da prodati. Od vsega začetka sem zraven, sem bila pri prvem nasadu iz leta 1997 in v času covida drugega nasada. Tako da se mi zdi, da je to en moj otrok in predno bom šla čez par let, veste kam, v penzijo. Želim, da ta drugi nasad maksimalno se razcveti, da pride v neko zrelo dobo, jaz pa tudi. V novem nasadu imajo zasajene zlasti zelene šparglje, pa tudi nekaj drugih vrst. Vsaka od njih ima svoje značilnosti, zagotovo pa vse tudi zdravilne učinke. Na tej njivi imamo pa samo 5 sort špargljev, med njimi imamo 2 sorti Pacific Purp in še ena rdeča sorta in pa 3 zelene sorte. Ena sorta se ponovi iz prejšnjega nasada, to je sorta Dariana. Šparglje ima izjemne zdravilne učinke, zelo primerne zdaj spomladi, ko pravzaprav vsi hočemo biti čim bolj šlank, ko se bomo v kopalke udeli. Sicer ima pa ogromno vitaminov, ogromno mineralov, odvajalni učinek ima tudi veliko teh celulodnih zadev. Kar je pa zelo pomembno, treba pač poudariti, da ljudje, ki jih pesti nespečnost, nervoze, ni dobro, je afrodizijak, vsi vemo, kaj to pomeni. Sicer pa špargljeva semena tudi pražijo in se potem iz tega kuhajo kavo. Sicer pa moški, ki imajo težavo s prostato, ni priporočljivo, še zlasti tudi za ljudi, ki imajo revmo in podobno. Zelo pomembno je tudi, na kakšen način šparglje ščitimo pred škodljivci in vplivi narave. Zato so letos ob dnevu špargljev pripravili predavanje o uporabi preventivnih in nekemičnih ukrepov pri pridelavi špargljev. Predstavljali smo bolezni, ki se pojavljajo na špargljih, potem škodljivce, ki se pojavljajo in v bistvu kako s preventivo lahko rešimo kar veliko težav. Zelo tukaj smo poudarili potem tudi biotični način, gre za uporabo koristnih organizmov,
ki so tudi izjemno pomembni in za katere v bistvu tudi želimo, da jih imamo v vrtu čim več. Nažalost je škodljivcev skozi čas vedno več zaradi podnebnih sprememb, tako da moramo zelo slediti toku sodobnega kmetijstva. Zato sem tudi poudarila uporabo efektivnih mikroorganizmov, koristnih mikroorganizmov, kajti to je eden najbolj trajnostnih načinov, nam dosegljiv način, predvsem pa je naša skupna želja, da pridelamo zdravo, polnovredno hrano, ki nam je na dosegu roke. Na dvorišču pred šolo je v času dneva špargljev potekala tudi samooskrbna tržnica s prodajo sezonskih rastlin, zelišč in dišavnic, obiskovalci pa so lahko kupili tudi sadike špargljev in sveže zelene šparglje. Bil je pred leti kar dobro naravnanost na šparglje, male reklame je že tudi bilo in bila je dobra naložba, no, tako da je se kar da prodati, no. Veliko dela je in to ročnega dela, ker se to vse na roke pleje, tako da je kar velika skrb, delo je. In ne nazadnje, iz špargljev lahko naredimo ogromno različnih jedi. Nekaj teh, kjer so imeli šparglji glavno besedo, so jih v okušanje ponudili tudi na tokratnem dnevu špargljev. Vsak kuhar ima svoje recepte, tudi mi imamo neke svoje recepte. Danes, ko boste šli na degustacijo, boste poskusili čisto nekaj na novega in sicer to bo potratna potica iz špargljev, sicer pa rižote, testenine, pice, solate, juhe, karkoli pač, jaz sama jih rada tako naredim, da si jih enostavno skuham, ko zavrejo, 2-3 minute vrejo, jih odsedim, potem pa jem ali z drobtinami, ali z jajčko, ali celo z ocvirki, ker sem Savinjčanka, lahko tudi naredi solato z različnimi prilivi. Skratka, šparglji je zelo, zelo zanimiva rastlina za kakršnokoli pripravo jedi. Letošnji dan špargljev je bil jubilejni, 25. Prihodnje leto pa šola praznuje še eno pomembno obletnico, 80 let delovanja. Nogometaši Celja so pokalni zmagovalci Slovenije za sezono 2024-2025. Celjani so sinoči v Stožicah v finalni tekmi 4-0 premagali Koper. Po 20 letih so aktualni državni prvaki v svojem 11. pokalnem finalu prišli do druge pokalne lovorike v zgodovini kluba. Celjani so na svoji že 60. tekmi v letošnji sezoni povsem nadigrali Koprčane in vprašanje pokalnega zmagovalca rešili že v prvem polčasu. Mreža nekdanjega celjskega vratarja Metoda Jurharja se je prvič zatresla v 26. minuti, ko je po podaji Juana Njeta zadel Svit Sešlar. Le 4 minute kasneje je Sešlar začel akcijo za drugi celjski gol. Po njegovem kotu je streljal Žan Karničnik, odbito žogo pa je iz neposredne bližine v mrežo pospravil Aljoša Matko. Matko se je v finišu prvega dela izkazal še v vlogi podajalca, ko je z globinsko žogo zaposlil Nikito Josifova, ki je postavil izid polčasa Celje 3, Koper 0. Celjani so v drugem polčasu nadzirali potek stvari na igrišču. Piko na i njihovi popolni dominaciji pa je v 81. minuti postavil Aljoša Matko še s svojim drugim zadetkom. Za Celjane je bila to v 11. pokalnem finalu druga pokalna lovorika. Koprčani ostajajo pri 4. Nazadnje so se veselili leta 2022. Tudi prejšnje tekme lahko rečem, da smo bili dominantni na igrišču, ampak danes smo, bom rekel, naredili še tisti korak naprej. Dejansko jim nismo pustili nič, sploh v prvem polčasu, mislim, niso niti enkrat pogledali proti golu, tako da čestitam celotni ekipi, celotnemu strokovnemu štabu, navijačem, ki so danes tu in zdaj je čas, da uživamo. Vse, kar smo se dogovorili pred tekmo, nekak taktičen načrt je na igrišču popolnoma uspelo. Bili smo res dominantni, igrivi na žogi.
In ja, na srečo smo tudi prvi polčas izkoristili neke priložnosti, ki smo imeli, se oddalili od Kopra, po drugi strani pa jim nismo pustili praktično nobene priložnosti. In na koncu mislim, da smo res zasluženo zmagali. Moram reči, da smo bili zelo samozavestni, da smo verjeli, da bomo tekmo zmagali, in že od prve minute smo imeli tisto pravo energijo na igrišču. Vsi so dali od sebe tisto, kar se od njih pričakuje, in na koncu smo bili zato tudi uspešni. Kaj reči ob taki tekmi, kot prvo čestitati Celju na zasluženi zmagi. Bili so konkretnejši, hitrejši, sposobnejši, kreativnejši, hitrejši v svojih reakcijah, tudi kombinatorni, tako da enostavno nismo bili danes na takem nivoju, da bi jim lahko parirali. Malce boljši drugi polčas, ampak nič kaj pretirano drugačen od prvega, razen v tem nekem rezultatskem smislu. Tako da še enkrat čestitam ekipi Celja na zasluženi zmagi. Koprčani in Celjani so se v 2 tednih srečali kar 3-krat. Je Celjane še dodatno motiviral nedeljski prvenstveni poraz na domačem igrišču? Ne bi rekel, da nas je požgalo, ampak danes, kot je že trener večkrat omenil, da lahko igramo na 100 različnih načinov, in danes se je videlo, da nekako smo jih analizirali prejšnje 2 tekmi in videli, kje so prostori. To smo danes s pridom izkoristili in ja, kot sem rekel, popolna dominacija in popolnoma zaslužena zmaga. Celjski kapetan in slovenski reprezentant Žan Karničnik veliko zaslug za popolno dominacijo na igrišču pripisuje španskemu trenerju na klopi Celja Albertu Rieri. Takšen strokovnjak, takšen užitek je delati dejansko z njim, ker vsak dan se naučiš nekega novega, popolnoma je predan temu. In ja, jaz smo lahko za vse to, mislim, lahko smo hvaležni, da ga imamo v Sloveniji, ker mislim, da bom rekel, takšnega nogometa, če je že igral kdo pred tem, oziroma da je bil toliko dominanten tudi konec koncev v neki finalni tekmi. S pokalnim naslovom so si Celjani v prihodnji sezoni priigrali pravico nastopa v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa. Je bila sezona, v kateri jih sicer čakata še 2 prvenstvena obračuna, uspešna? Želeli smo več, ampak vemo, da tekmovati na 3 frontah ni enostavno. Konec koncev smo skoraj celotno leto preživeli v Evropi, igrali 20 tekem in ja, v sami igri je prihajalo tudi, oziroma v samih tekmah je prihajalo do nekih rotacij igralcev. Nekateri so na novo, ker vemo, da rabijo nekako čas, da se privadijo, da se, bom rekel, prilagodijo tudi samemu trenerju, kaj on zahteva. Ampak ko je bila na igrišču tista ekipa, ko je že nekaj dlje časa z njim, da je to tista, bom rekel, stopnička več, ki si jo želim. Glede na to, kako smo ligo zavozili, po domač povedano, je bila danes neka zadnja priložnost, da postavimo stvari na pravo mesto. In glede na to, da smo osvojili pokal, da smo bili tako uspešni v Evropi, mislim, da smo lahko zadovoljni s to sezono, ampak ja, ni pa še končno. Imamo še 2 tekme, tako da maksimalno bomo odigrali do konca, ker je tako tudi pošteno do ostalih. Koper je po 11 tekmah prvič izgubil pod taktirko nekdanjega celjskega trenerja Slaviša Stojanoviča. Ob nemoči na igrišču so Koprčani sploh v drugem polčasu nekajkrat izgubili živce in v končnici tekme ostali brez izključenega Kursija. Pa ne bi rekel, da je bila tenzija. Mislim, da smo že prvi polčas odločili tekmo, drugi polčas smo pametno igrali. Malo smo kradali čas, držali žogo, na koncu so bili oni tisti, ki so se pustili sprovocirati, ampak mislim, da je že na polčasu bila tekma odločena. Še bolj vroče kot ob koncu tekme je bilo v Stožicah takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko so bili glavni akterji incidenta celjski trener Albert Riera, pomočnik trenerja Kopra Savo Pavičevič in športni direktor Kopra Ivica Guberac.
Mislim, da na koncu to ni bilo potrebno, ampak ja, danes ni čas, da se pogovarjamo o tistem, kaj je bilo na koncu. Danes je čas, da se pogovarjamo o teh 90 minutah na igrišču in mislim, da naj, bom rekel, naslovnice da bojo napolnjene s tem, ne za tem, kaj se je dogajalo po sodnikovem žižku. Najbrž se bo na posnetku videl, jaz sem šel željo čestitati kolegi na zmagi. Potem so se pa za mojim hrbtom in pred mojimi očmi začele dogajati neke stvari, ki jih jaz enostavno nisem, prevelika gužva je bila, da bi lahko dojel, kdo je zdaj, kaj, zakaj, ampak videl sem, da je kolega Riera šel proti naši klopi, to je pa tudi vse. Seveda, da ni to najbolj prijetno, ne. Samo Savo Pavičević ni to naredil iz čistega mira. Riera je svoj šov nadaljeval tudi na novinarski konferenci, ker na njegovo zahtevo novinarski kolega iz Slovenskega športnega časnika ni želel zapustiti sobe za novinarsko konferenco, Španec ni želel odgovarjati na vprašanja ostalih novinarjev in je novinarsko konferenco enostavno zapustil. I will answer if your colleague will go out of the room. You want? Okay. You agree? I will not answer if your colleague is not going out from the room. Agree? You can tell him he can go out and I will answer. It's not your fault. Oh, okay. Thank you. Good night. Thank you. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo večinoma že zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačnost od severa spet naraščala. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno, v severnih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj. V soboto in nedeljo bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Še naprej bo razmeroma sveže. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.